V preteklem tednu se je na povabilo ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča v Sloveniji mudil posebni odposlanec Združenih narodov za varnost v prometu in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze. V pogovoru za avtomobilnost je z nami delil svoje poglede na prometno varnost, avtonomno prihodnost, elektrifikacijo motošporta in pogledih na pametna mesta. Do you think that the smart cities, the smart cars, all the assistants will make the drivers not so smart, as everything around us will be smart? For me, it's absolutely essential because it's linking environment, it's mayors of the big cities around the world. You must bear in mind that at the moment you have about 50% of the population which is living in cities. And by 2030, by 2050, we will have about 2/3 of the population living in cities around the world. So can you imagine the comfort of life or the discomfort of life if you spend so much time in traffic, in congestions? I mean, it's something which is really making life to all the families having something to do with cities. So I'm very much in favor of developing smart cities, and it's a work for everybody. Everybody should join the club. It's really a game changer to address it, because we must not forget also that every year you have more vehicles. I mean, we have to have a full review of how the cities are organized, and I think it's a fantastic challenge. Bringing the city, the inner city, back to the people. Minuli teden nam je sicer prinesel predvsem veliko kratkih korporativnih novic. Škodini delavci so glede na eksplozivno rast plač na Češkem reagirali z grožnjo po stavki in v Wolfsburgu so v njen izogib pristali na zvišanje plač v višini 12%. No, lahko pričakujemo, da Volkswagenovi sindikati ne bodo samo mirno gledali. Je pa Volkswagen minuli teden prekinil pogodbo s Preventom, tistim iz Bosne, tistim, ki je bil nekoč pomemben člen koroškega gospodarstva. Fordu je Evropska centralna banka odobrila, da ta ustanovi svojo banko v Nemčiji, s katero se bo lažje spopadal z morebitnimi negativnimi posledicami Brexita. Fiat Chrysler se bo ločil od Magneti Marellija, Daimler pa je končno pristal na pogovore s šefom kitajskega Geelyja Lijem Shifujem. Seveda se bodo pogovarjali o sodelovanju. Zanimivo pri tem je, da se je Li Shifu, novi največji zasebni delničar Daimlerja, odločil manjkati na letošnji redni seji skupščine Daimlerjevih delničarjev. Mogotec z ameriške strani poloble Elon Musk pa se je odločil osebno rešiti svoje probleme, za katere borzni analitiki pravijo, da ga lahko spravijo celo bankrot. Zato je reorganiziral tim svojih šefov in direktorja gigatovarne v Nevadi, Doga Fielda, zamenjal kar samim seboj. No, če tudi bi v resnici prišlo do Teslinega bankrota, pa bi si Musk lahko v svoj CV vendarle zapisal, da je spremenil svet. Kajti zadnja posledica Muskovih idej je ta, da električni avto pripravljajo celo Rolls-Royce. Kitajci pač ne kažejo usmiljenja do tuje tradicije. In seveda bo električni Rolls-Royce imel močno konkurenco že v štartu, tudi v obliki najdražjih električnih Mercedesov razreda S, še posebej tistih z Maybach značko. Pa omenimo še enega vizionarskega milijarderja, Richarda Bransona. Ta je polno aktiven pri spreminjanju javnega prevoza v obliki Hyperloop vakuumskih cevi. Minuli teden si je Virginov razvojni laboratorij sredi puščave Mojave ogledalo njegovo visočanstvo Mohamed bin Salman bin Abdulaziz iz Saudske Arabije. Zanima se, kako bi s Hyperloopom pot med Kuvajtom in Rijadom skrajšal na komaj 76 minut. In ko smo pri novih oblikah mobilnosti, ko so v Parizu 2 dni stavkali železniški delavci, so pariški car-sharingi zaznali več kot 30% porast števila uporabnikov. No, prepričani smo, da se je dvignilo tudi število kolesarjev na elektronožni hibridni pogon, kakršnega ponuja recimo danski Strombikes, ki zdaj zbira denar za moderno električno mestno kolo z relativno nizko maso 19 kg. In medtem, ko v Kaliforniji lobirajo, da bi na javnih cestah lahko testirali tudi samovozeče avtomobile brez šoferjev,
so Norvežani predstavili koncept samovozeče kontejnerske tovorne ladje na elektriko. Šampanjec bodo na njej razbili že leta 2019, leto pozneje pa naj bi ladjo povsem prepustili avtopilotom. Sklop novic zaključujemo z vestjo, da se nemška vlada z nemškimi proizvajalci avtomobilov pogovarja o omilitvi posledic izganjanja dizlov iz mest. Po poročanju Špigla je najbolj aktualna ideja, da bi vsak od proizvajalcev prispeval 5 milijard evrov v fond, iz katerega bodo črpali denar za ureditev težav. Toda na dizelske probleme se lahko že danes pripravimo, tako da skrbno preverimo, kakšen agregat konkretno najbolj ustreza našim vsakdanjim vožnjam. V pomoč pri izbiranju pa vam ponujamo naslednji resničnostni šov.